Od nekdaj lepe so solate slovele, a lepše od endivje bilo ni nobene. Mimo grede. Če govorimo o endiviji, potem ne govorimo ne o avtohtoni domači in tudi ne o udomačeni sorti solate. Se pa o tem zadnje čase veliko govori in spodbuja k kupovanju in gojenju takih rastlin. Kaj točno pomeni avtohtona in kaj udomačena vrsta, pa dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Ko govorimo o avtohtonih sortah, to so sorte, ki so nastale skozi stoletja pri nas, bodi se načrtno ali načrtno na naših kmetijah, in so vzgojene iz materijala, ki je tu prisoten, se pravi iz naših domačih avtohtonih virov. Ko govorimo o domačenih tujih sortah, pravzaprav bi lahko rekli, da so to zelo starejše sorte, stare sorte na našem trgu že 30-40 let, še v bivši Jugoslaviji, ki so se pa nas pravzaprav nekako domačile. Se pravi 30-40 let stare, ljudje jih poznajo in jih pravzaprav že smatrajo skoraj kot svoje. In pri ohranjanju slovenskih sort oziroma teh udomačenih sort nekje imajo podoben tretma. Se pravi, želimo ohraniti te stare sorte, ker te so bile tudi poznane potem, da so imele malo nižje pridelke morda, ampak zato boljšo kakovost. Drugo so pa nove slovenske sorte, ki so pa vzgojene v zadnjih letih iz programov žlahtnjenja, ki jih peljemo ali na Kmetijskem inštitutu ali kjerkoli pač drugje, v semenarni in drugje. Zdaj, te nove sorte so pa vzgojene iz materijalov, ki nekateri so avtohtoni, pa tudi iz sort, iz materijalov genskih virov iz drugih koncev sveta. Seveda, če želimo v eno novo sorto vnesti odpornost na eno bolezen ali pa na enega škodljivca, seveda moramo najti vir odpornosti in ta ni vedno prisoten v našem avtohtonem materijalu. Tako da v bistvu so te sorte potem seveda visokorodne, kakovostne in tudi bolj odporne. Pomembno je, da so bile vzgojene pri nas, da so to še vedno naše, tudi delno z našega materijala avtohtonega, delno pač iz tudi drugih virov in so popolnoma konkurenčne tudi tujim sortam. Tipičen tak primer je krompir. Krompir ni avtohton, to je jasno, prišel iz Amerike in se pri nas kot avtohton nikoli ni razmnoževal. Vedno so bile menjave sort, vedno nove sorte, pri nas je bil precej močen nemški vpliv. Poznamo program žlahtnjenja krompirja v Sloveniji po drugi svetovni vojni, iz tistih časov so šle sorte kot je Igor in druge, ki so pravzaprav še vedno jih ohranjamo, ampak jih pravzaprav ni več kaj dosti v proizvodni. V izdihljajih tega programa je nastala sorta Kresnik, ki je zelo specifična sorta in se smatra kot avtohtona, čeprav ni bila vzgojena res iz avtohtonih materijalov. Naše nove sorte pa seveda, nekatere od njih imajo v svojih pedigrejih tudi te slovenske sorte, kot je bil Cvetnik, recimo, to je naša sorta Sora, pretežno pa je pač so to materijali, ki so pač tuji, poskušamo potegniti celotnega sveta materijali, za katere mislimo, da so dobri, da z njih lahko vzgojimo dobre sorte. Niso avtohtone, so pa slovenske. Prednost avtohtonih in udomačenih sort je tudi ta, da so skozi čas razvile odpornost na škodljivce in se prilagodile na naša vremenska nihanja. In kot pravi direktor semenarne Ljubljana Aleš Šabeder, je pri nas samo oskrba semenskim materialom relativno nizka. Vsega tam približno do 10%. Semenarna Ljubljana je praktično edini proizvajalec slovenskih, torej avtohtonih in pa udomačenih sort. Vse ostale sorte, ki se pa najdejo na trgovskih policah, so pa seveda uvožene sorte. Kar je pa mogoče bistven podatek, je pa to, da je regulativa v Sloveniji dokaj stroga in ne dovoljuje gensko spremenjenih organizmov, tako da je ves semenski material, ki se znajde na slovenskih policah, gensko nespremenjen. Nadzor nad semeni se izvaja tako pri uvozu kot tudi na terenu, pravi Marinka Pečnik, podsekretarka na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material. Je pri zelenjadnicah največ kršitev glede sortne pristnosti in čistosti. Se pravi, ali dajo v pakiranja povsem drugo sorto, ali pa so zmešane oziroma primesi netipičnih rastlin tako velike, da presegajo dovoljeno. Mimo grede. Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo je ocenila, da je bilo med letoma 1900 in 2000 uničenih 75% globalne raznovrstnosti poljščin.
Zato je ohranjanje domačih in avtohtonih sort pomembno in temu so namenjene genske oziroma semenske banke. Pri nas zato skrbi Slovenska rastlinska genska banka, ki je porazdeljena med 4 ustanove, največjo imajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje. Poskušamo vse te stare vire, ki jih zberemo po Sloveniji, ohraniti v obliki semena, se pravi, ki se razmnožujejo s semenom, dolgoročno, čim dlje, če potrebi razmnožujemo. In potem seveda ovrednotimo, tako da jih lahko uporabljamo tudi v programu žlahtnjenja. Skratka, to je cel sistem hranjenja genskih virov za bodočnost, pa tudi za današnje potrebe. Krompirje se pretežno hrani dolgoročno v tkivnih kulturah, se pravi v laboratoriju, zaradi tega, ker se na njivah to v bistvu zelo hitro okuži z virusi in lahko tudi propade. Vrste, ki se razmnožujejo s semeni, se hranijo v semenski banki, se pravi, seme je potrebno osušiti, temeljito čim bolj osušiti na vsako vrsto na določeno procent, potem zapreti, če se da vakumsko, sploh tisto, kar je na minus 20 stopinjah, hranimo lahko naprej plus 4 stopinjah ali pa pri minus 20 stopinjah, to je lahko tam do 20 let, potem bomo pa recimo še enkrat vsakih 20 let razmnožiti in se potem to tako ohranja naprej. Doma tega seveda nimamo, na ta način jih pač vsako leto razmnožujemo, pa če sebe ni shranjeno v ravno najboljših pogojih, izgubi kaljivost in smo izgubili vse. Na Inštitutu za pivovarstvo in hmeljarstvo je genska banka za zelišča. Banko imajo tudi na biotehniški fakulteti. Hranijo vinsko trto, krmne rastline, poljščine in seveda sadne rastline. Na Kmetijskem inštitutu imajo skupno shranjenih približno 3220 virov, zelenjadnic več kot 1400, največ pa fižolov več kot 1100 vrst. Pogosto to zbirko fižola predstavim tudi v javnosti, na kakšnem sejmu kmetijskem, in ljudje so zelo jih pravzaprav preseneti, kako različni fižoli so, ki jih mi hranimo. Marsikdo reče, to smo mi 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj, pač pri nas imeli, pa že nimamo več. In to je to, Tega v naravi že ni mogoče dobiti več, oziroma na kmetijah marsikje ni mogoče več, mi pa to seveda še hranimo, to je bila pravzaprav naša naloga, to je naloga države, da to ohranijo. In iz teh fižolov je v bodoče, jaz verjamem, ali pa iz drugih virov, je mogoče vzgojiti še marsikakšno nazaj vzgojiti, ne ponovno, nazaj vzgojiti še marsikakšno staro sorto, ki bo zanimiva za ljudi. No in če govorimo o fižolu, avtohtone oziroma udomačene naše sorte so na primer klemen, zorin, češnjevec, sivček. Mimo grede. Udomačene in avtohtone sorte semen hranijo tudi v semenarni Ljubljana. Kot pravi direktor Aleš Šabeder, imajo 64 slovenskih udomačenih in avtohtonih sort, seznam pa širijo vsako leto. Sorte se skozi desetletja ne ohranijo, odvisne so od prehranskih navad, včasih se kako seme izgubi. Zato skušajo obuditi stare, lani na primer je bila to sokanski radič. Imamo v semenarni Ljubljana praktično združujemo najstarejše slovenske sorte, kjer torej tudi z dokumentacijo dokazujemo vzdrževalno selekcijo tam takoj po vojnem času, torej govorimo o povojnem času iz druge svetovne vojne. Mi smo v lanskem letu ob 110-letnici družbe naredili eno omejeno serijo semen, torej 10 najstarejših slovenskih sort, in če se ne motim, mislim, da je bila najstarejša sorta iz leta 47. Repa, kranjska podolgata. Semenarna Ljubljana proizvaja svoje lastne sorte na selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju, kjer v bistvu proizvajamo osnovno seme vseh slovenskih sort. Torej, komercialno seme potem predelamo skupaj z našimi kooperanti, prav tako v Sloveniji, vendar vse osnovno seme vseh slovenskih sort pa proizvajamo na selekcijsko-poskusnem centru na površini približno 40 hektarjev, kjer imamo zasejene vse slovenske in pa udomačene sorte. In katera semena so hit tega leta? Pri prodajnih hitih seveda lahko izpostavim česen, torej ptujski spomladanski in pa ptujski jesenski, ptujska rdeča čebula, stročnice so zelo na pohodu, se pravi vse vrste stročnic, predvsem fižoli, visoki, nizki, rani, torej na tem je predvsem poudarek, potem na radičih, solate, paradižniki se zopet vračajo. Nekatera semena so že na poti v rastline, junij pa je tudi pravi čas za setev radiča, endivije in ohrota. Čeprav je sonce dobro ogrelo ne le zemljo, ampak tudi vrtičkarje, pa naj se vnema ne vnese. Ne pozabite tudi na ohranjanje vlažne zemlje, pletje in okopavanje. Sonce sije, motika bije. Mimo grede.